Torej, vsem prav lep pozdrav. Danes smo na seji Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb obravnavali več tem. Na prvem mestu je bila seveda ocena varnosti in sicer situacija tako v Sloveniji kot tudi v celotni Evropski uniji. Vemo, da v tem času od zadnje seje se je zgodil Brexit, kar je varnostno povsem spremenilo okolje, pa tudi politično vzdušje v Evropski uniji. Za marsikoga je bilo to presenečenje, za vse, ki smo opozarjali mesece in mesece lansko leto, da vsaka kolona migrantov, ki pride v Evropo v nasprotju z evropsko zakonodajo, pomeni res v Evropsko skupnost, pa seveda to ni bilo prav nobeno presenečenje in lahko samo obžalujemo, da pač en del evropske politike ni mislil pravočasno in naprej. Dejstvo je, da je situacija sedaj zelo zaostrena. Večina držav Evropske unije ima najvišjo stopnjo nevarnosti za teroristični napad, mnoge druge najvišjo stopnjo. V Sloveniji zaenkrat po ocenah služb in pač stopnja varnosti še vedno sorazmerno nizka. Seveda pa tudi Slovenija ni izjema, ni neko toček varnosti na svetu, kajti dogodki, ki so se zgodili od naše zadnje seje, predvsem poboj v Orlandu in zadnji napad na turiste na istanbulskem letališču, seveda jasno pričajo, da stopamo v obdobje, ko nihče ni varen in da so bila opozorila, ki smo jih dali že po prejšnji seji, več kot upravičena. Dejstvo je, da se nasilje širi, da po eni strani sicer ISIS vojaško izgublja na območju Sirije, da pa po ocenah vseh služb, s katerimi Slovenija sodeluje, tujih služb, torej gre za desetine dobro pač opremljenih in pa izvrstno streniranih potencialnih teroristov, ki so se v zadnjih mesecih infiltrirali na območje Evropske unije in ki predstavljajo en del stalne nevarnosti, ki pač je tudi razlog za to visoko stopnjo nevarnosti oziroma alarma pred terorističnimi dejanji. Drug del pa so tako imenovani osamljeni volkovi, se pravi posamezniki, ki pod vplivom bodisi pač določenih ljudi, radikalnih pridigarjev ali posameznikov, ki so sami že radikalizirani ali pa preprosto pod vplivom interneta in javnih občil ali pa pač povsem samoiniciativno se iznenada odločijo za najhujša dejanja. In ti zadnji so seveda še najbolj neobvladljivi, kajti če v prvem primeru, ko gre za organizacijo, ko gre za infiltracijo, vendarle poteka neka stalna komunikacija, ki še omogoča, da se te ljudi izsledi in prestreže. Veste, da nekaj takih primerov je bilo tudi zdajle v času nogometnega prvenstva, ko so med drugim zasegli tudi posamezniku avto, v katerem je prevažal vse od raketometov do 100 kilogramov eksploziva, pa v primerih, ko se posameznik iznenada odloči, brez da mu kdo to izrecno naročil, ko gre torej za tisto, čemu rečemo osamljenega volka, pa je seveda izjemno težko to pravočasno zaznati in ukrepati. Na osnovi vsega tega smo preučili potem situacijo in sprejeli tudi več sklepov, med drugim, da pač pričakujemo, da bo Vlada Republike Slovenije posvetila problematiki varnosti posebno sejo, da bo sama sprejela oceno varnosti in pa da bo oživila delovanje Sveta za nacionalno varnost, ki, kot veste, se ni sestal že več mesecev. Na zadnji seji sem imel priložnost nadomeščati našega predsednika, seja je bila dobra. Njen rezultat je bil tudi potem odhod in pa aktivnejše povezovanje, odhod predsednika, konkretno pač Boruta Pahorja, in pa aktivnejše povezovanje s Višegrajsko skupino, kar zagovarjam že ves ta čas.
Od takrat pa se iz povsem neznanega in nerazumljivega razloga svet ni več sestal in res bi bil skrajni čas, da se to oživi. Poleg tega je komisija sprejela poseben sklep, kot zanimivost naj omenim tudi ob tem, da so to načeloma temu pritrdili tudi prisotni predstavniki služb in pa predstavniki iz vladnih vrst, da pač nova, še bistveno bolj kompleksna in zahtevna varnostna situacija zahteva, da seveda ni dovolj to, kar se je zdaj že storilo v proračunu, ko gre za področje varnosti, ko se je zaustavilo padanje, ki je bilo značilnost dolga leta na tem področju, pač na osnovi utvare, da je varnost nekaj, kar ne bo nikoli več ogroženo, žal se je izkazalo, kako krhka je. In da torej komisija pričakuje, da bo v celoti uresničen njen jesenski sklep, ki ga je kot stališče potrdil tudi celoten državni zbor in to skoraj soglasno. To pa je, da je potrebno bistveno več nameniti za področje varnosti, da se bo torej Slovenija pripravila na aktivnejšo samostojno vlogo, da se bo lahko sama soočila s temi izzivi, ki so v modernem svetu žal pred našo državo in po drugi strani, da se torej tudi nadoknadi zamujeno iz minulih let, kar pa je seveda bistveno več, kot je bilo v tem trenutku že storjeno, kot rečeno je bil zgolj zaustavljen padec oziroma trend, ki je bil v minulih letih. Pogovarjali smo se in pa preučili tudi razpoložljive podatke o drugih aktualnih dogodkih, med njimi ne omenim posebej tragedijo, ki se je zgodila včeraj, ko je bil napaden policist in praktično brez razloga opravljen svoje dolžnosti zaboden do smrti. Glede na zelo malo podatkov, ki so bili znani javnosti, sem postavil vrsto vprašanj s tem v zvezi. Žal prav vseh odgovorov še nismo dobili, pričakujemo, da bodo nam in javnosti sporočeni v naslednjih dneh. Vsekakor pa kot preverjeno informacijo, ki jo je dala policija, lahko povem, da gre za nemškega državljana, da gre za mlajšega moškega, starega približno 25 let. Opis ste sami lahko prebrali v sredstvih javnega obveščanja, da je izrazito mediteranskega videza, če povzamem tisto, kar je bilo tam rečeno. Povedan je bil tudi ime in priimek, vendar z opozorilom, da ker še preiskava poteka, da ne bi to še krili pač v smislu varovanja osebnih podatkov, zato tega pač danes še ne morem povedati. Lahko pa povem, da po imenu in priimku sodeč bi lahko sklepali, da tudi če je nemški državljan, gre za pač nekoga, ki je bil bodisi sam priseljen ali pa je otrok priseljencev na nemškem področju. Toliko o današnji seji. Mogoče samo še za konec, glede arhivov, tudi nekdanje Udbe in pa pač vseh predhodnikov Sove. Veste, da ta zgodba se vleče že neverjetnih 25 let, pa še zdaj ni končana, čeprav je bil že zdavnaj sprejet zakon, po katerem bi prav vsa gradiva do tako imenovanega presečnega datuma, to je bil datum nastopa nove vlade, 17. 5. 1990, morala biti že zdavnaj predana Arhivu Republike Slovenije. No, danes smo ponovno sprejeli sklep, da pričakujemo, da se to v celoti uresniči, da ne nas obvestijo o datumu, ko bodo predana še preostala gradiva. Za tista pa, ki so pač del dokumenta, ki ima kasnejši datum, same priloge pa so starejšega datuma, torej pred presečnim datumom, pa smo zahtevali poseben seznam in da se pač tudi tam to preuči in da se potem ustrezno posreduje kot gradivo Arhivu Republike Slovenije, kjer bo na razpolago javnosti kot dragocen vir, ki ga pravzaprav z ničemer ne moremo nadomestiti, ko gre za preučevanje naše zgodovine.